Živijo, jaz vas zelo lepo pozdravljam danes z eno veliko novico. In sicer 14 dni nazaj sem se ob 2 ponoči zbudila in sploh ne vem, kaj se je zgodilo, ampak spoznala sem, da portal Ona on odnosi ni čisto pravo ime ali pa ni še čisto tisti pravi program, ki ga želim skomunicirati med ljudi. In zato sem tudi s svojo ekipo govorila in smo skupaj naredili pravzaprav eno novo idejo, malo drugačno spletno stran, ki pa upam, da zdaj še bolj služi vsem vam, ki nas spremljate, ki cenite svoje odnose in pa sebe. In s to spletno stranjo jaz upam, da se vam bomo še bolj približali in pa, da bojo dogodki res tisti, kjer boste spoznali tudi vi terapevtsko delo oziroma trud nas strokovnjakov, ki si želimo, da bi vaši odnosi bili dejansko lepi. Tako da danes jaz in Jani začenjava eno sekcijo Q&A, ker smo dobili sploh po zadnjem festivalu odnosov kar nekaj vaših vprašanj. Da pa ne začneva samo z vašimi vprašanji, bova danes najprej pokomentirala novo spletno stran, ki se imenuje Fere. Jani, bi ti predstavil, kaj Fere sploh pomeni? Ja. Fere v latinščini pomeni nositi in nam je zelo zanimiva ta ideja, da želimo tukaj vas podpreti v tem, da vi drugega nosite v odnosih. Hkrati smo hvaležni za vašo pozornost, za vse pohvale, ki nam jih date, za vsa vprašanja in tudi tako vi nas nosite in tako se mi zdi ta nošenje v odnosih ena taka lepa stvar in ta beseda v bistvu to odseva. Ja, tako ena umetnost je to, kako se nosimo en drugega. Včasih se nosimo po živcih, si gremo na živce, včasih se nosimo v enih lepih občutkih in vse to je tako en tak sestaven del življenja. Zato je tudi ta nova spletna stran namenjena dogodkom, strokovnjaki. Jaz upam, da se vam bojo še lažje približali in vi njim. Zdaj bi pa mogoče te povabila, Jani, da pokomentirava malo najino delo ali pa nasplošno odnose. A se tebi zdijo, ali pa jaz vem, da se ti zdijo odnosi pomembni, ampak zakaj? Kaj so tiste mogoče kvalitete odnosov, zaradi česar ti delaš to, kar delaš? Ker smo ravno pred kratkim posneli podcast z Moniko, ki je odraščala v težkih razmerah, to mi zdaj najprej na pamet pride. In je ona v bistvu rekla... Čeprav sam ta podcast lahko, da bo viden kasneje, kar ta Q&A, ampak sam to, da povem, Ja, ampak ona je rekla, da se je marsikaterega dela hitro naveličala, ampak ko pa se gre za odnose, ko je vzgojiteljica v vrtcu ali pa zdaj tudi terapevtka, tega se pa nikoli ne naveliča in zato so mi odnosi še posebej toliko dragoceni, ker je vsak izmed nas originalen. Vsak odnos je v bistvu ena zgodba, ki je nikoli ni bilo in nikoli več ne bo. Nikoli v zgodovini človeštva. Res je. In ne samo, da je unikaten, tudi ne moreš nikoli v globino priti do konca. Globine nikoli ne izgine. In zato so mi odnosi toliko lepi, ker noben ChatGPT, tudi noben človek ne more niti sebe, niti drugega do konca nikoli spoznati. Odnosi so tudi naporni, a ne? Ja, zdaj tle eno hodičev advokat. Ja, gotovo so naporni, saj verjetno nobena stvar, ki je vredna enega življenja, ni lahka. So naporni, hkrati so tudi gorivo v naših življenjih. Se mi zdi pa, da skozi ta napor tudi se veliko stvari naučimo. Dostikrat tudi recimo najina smer psihoterapije, ki je zakonska in družinska terapija. Jaz tudi toliko zelo verjamem v to znanstveno metodo, tudi zaradi tega, ker temelji na odnosih. Ker zelo velikokrat se zgodi, zdaj sicer nimam več toliko takih klientov, ampak se mi pa v preteklosti dogajalo, da je prišla velikokrat kakšna gospa in je rekla: jaz toliko delam jogo, jaz toliko berem knjige, jaz toliko meditiram tečaje,
in grem iz enega odnosa, rečem, da bom pa jaz to presegla, ali pa neke travme iz otroštva, da bom pa jaz to presegla. In 5 let sem v nekem delu na sebi, tako sem jaz kar že zasovražil to besedo delo na sebi. In potem pride en moški in mi vse to razsuje, tako, in pa se spravi kakor v eno vlogo žrtve, da je moški kriv, da mi je razsul ta svet. In sem tako, velikrat smo pa ugotovili, da odnos samo pokaže, kje ti v resnici si, da mogoče tista joga, pa nisem nič, da je proti jogi ali pa tako proti delu na sebi, gotovo je to dobro, ampak če ni v stiku z odnosi, z realnim življenjem, odnosi so en tak lakmusov papir. Z odnosom do sebe, misliš? Prvič to, ja, z odnosom do sebe, ampak tudi z drugimi. Jaz mislim, da je tle to... Jaz verjamem, da človek je narejen za odnose in tle moje osebno mnenje na 3 nivojih, se pravi odnos do sebe, odnos do sočloveka in tudi odnos do presežnega. In da to je oboje, vse to je pomembno. Tako. In odnosi so lakmusov papir, kje si ti, koliko dela na sebi si ti v resnici naredil. Tako da zelo enostavno je biti popoln, ko se daš ti v lotusov cvet in ti lepo meditiraš. In še, ko si izven odnosov. Tako, ja. Ampak ko ti pa nekdo stopi na žul, ali pa ko si rekla, naporni so odnosi, tam se pa pokaže, koliko znamo biti potrpežljivi, koliko znamo biti ljubeči, koliko znamo se razumeti, koliko znamo skomunicirati, kje so naše meje in tako naprej. To, ne vem, če sem zdaj... Verjetno nisi to pričakovala, da bom to povedal. Ne, nisem, ful si lepo povedal, veliko si povedal in pa sem se malo spraševala vmes, naj te prekinem ali naj pustim ta tvoj flow. Zdaj se pa sprašujem, na kaj od tega, kar si povedal, naj se odzovem, ker je bilo res veliko enih pomembnih stvari. Mogoče najbolj, da izhajam iz sebe, kaj so zame odnosi. To se mi zdi res, da so tako eno ogledalo, da vsakič lahko sam se plažeš ali pa sej ne vemo, da si lažemo, ampak verjamemo, da smo zdaj že to predelali in nam to že super gre in ne vem kaj že znamo in smo nekako samozavestni in potem pridemo v odnos z nekom in je tam neka realna slika, koliko imaš ti zdaj res neki predelan. Je pa vsakič znova tudi izziv. Tudi če že imaš neki predelan, jaz to tudi pri svojih odnosih opažam in tudi velikokrat, kakšen klient reče, da imamo mi terapeuti tak popoln life in se nikoli ne skregamo in nam vse sam gre in znamo vse skomunicirati. Sej marsikaj znamo, ampak jaz tako ugotavljam, da spoznam lahko danes enega človeka na novo in bom ob tem človeku doživela kar nek spet en val starih nekih energij ali pa starih občutkov in kada sem spet na začetku. In si rečem samo se, pa kako, pa to sem že tudi predelala, pa to že znam, pa vem, da znam biti samozavestna, odločna, postaviti neko mejo, ampak je nov odnos z novim človekom in ob tem človeku se moram še spoznati na novo, sama sebe, tudi njega, ampak kako bom jaz ob tem človeku spet bila tista Eva, ki si želim biti? Kot ti nekaj novega prebudi. Ja, ali pa starega, ampak na nov način bom ob tem človeku se spet, postavila zase, se bom izrazila, bom bila to, kar si želim biti. In včasih je ta šola nekaj, kaj ne rečem, krajšega ali pa lahkotnejšega in ob enih ljudeh ali pa mogoče kdaj ob otrocih lažje izrazimo sebe, ob enih ljudeh pa težje. Smo pa tako, sploh mogoče kakšna avtoriteta ali pa odvisno, kakšne imamo izkušnje tudi z našimi starši. Lahko v eni situaciji ali pa kdaj, smo nenaspani ali pa lačni ali pa pod stresom in se znajdeš v eni novi situaciji in si tam spet en majhen otrok in se počutiš totalno ranljivega in se počutiš, krivga, da spet reagiraš po nekih starih načinih, čeprav živiš vse noter, da zmoraš drugače, ampak je nova situacija, so novi ljudje in je spet rastno, spet na novo odkrivanje, kdo sem ob tem človeku ali pa ob teh ljudeh. Čak sem še nekaj hotela reči.
A ja, da mi je odnos v bistvu način življenja, da jaz tudi terapevtsko delo ne gledam sam nek moment ali pa služba ali pa neko delo, ampak da nikoli ne ločem, kdaj zares se začne moje delo, kdaj pa sem to jaz ali pa so to moji odnosi privat. Mogoče zato, ker nimaš lajfa, ne? Ne, ne, zdi se mi, da se enostavno dopolnjujejo stvari, da ne morem se totalno izločiti, da grem v neko malo drugačno vlogo kot terapevt ali pa privat life. Ampak preliva se, no? Jaz sem še zmeraj Eva, ki me tudi zasebno zanima, kako napredovati, kaj vse lahko še razumemo sebi, kje globine še lahko grem in potem to, kar v sebi spoznam ali pa v svojih odnosih prenesem tudi v svoje delo. In zato. Mislim, da mi se ne moramo niti odločiti, da bi bili izven odnosov. Ti si vedno v odnosu, samo v kakšnem odnosu je pa druga stvar. Sprav, tudi, če rečeš, jaz bom tle se zaprl pred svetom, je to tudi en odnos, ki ga imaš do sveta. Ali pa ne vem, jaz bom zdaj, ne bom imel rad sebe, ampak je to odnos do sebe, sicer negativen, ampak. Jaz bi se rad navezal na to, kar si rekla o terapevtih. Pol v bistvu zanikamo, da imamo odnosi, nam je še težje, Če rečemo, da smo se zaprli pred odnosi. Ja, ali pa celo, kakšni zelo levohemisferski ljudje bi lahko rekli, name odnosi ne vplivajo, ampak to niti približno ne drži. Vsi vplivamo drug na drugega. Tudi če neko stvar v zelo zaprtih prostorih naredimo. Vsako dejanje ali ljubezni ali pa slabo dejanje vpliva na naše odnose. Jaz se spomnim, ko sem enkrat svoji terapevtki govoril o eni stvari, ki me je bilo zelo sram in me je bilo zelo bedno. In je ona tako rekla, saj jaz sem tudi sam človek, saj jaz tudi hodim na terapijo. In to, da ste vi terapevt, pa da to meni zdaj tle govorite, je verjetno še težje terapevtu iti na terapijo, je tako rekla. In sem tudi videl, da na terapiji se jaz se tako obnašam, kot se klienti pri meni, ki niso terapevti. Tako da nič bolj niti, mogoče kakšno besedo znam malo bolj hitreje najdeti ali pa tako, že malo sugeriram, vse veste, to je pa od tega. Ampak v bistvu kaj več pa nisem nič boljši klient ali pa tako, kot tako. Tako da ja, tudi terapevti imamo svoje izzive, svoje življenja. Jaz sem včasih tako celo, glih po študiju, tako sem imel zelo močno to prepričanje, da če se ti je veliko težkega zgodilo v otroštvu, imaš zelo velik potencial, da si dober terapevt, ker lahko v bistvu veliko stvari z veliko množico ljudi se lahko povežeš. Hkrati je pa to tudi dvorezen meč, ker če imaš veliko enih travm, jih je tudi težko predelati. Ker če jih pa ne predelaš, pa ne moreš, ne predelaš. Zdaj to spet kaj predelate, ampak če ne prideš na neko približno zeleno vejo glede tega, da o teh stvarih lahko z nekim mirom govoriš, pa tudi ne moreš biti terapevt. Tako da zdaj, ja, terapevti smo tudi samo ljudje, ampak ni pa tudi vseeno, kako mi svoj privatni life živimo. Eno študijo so delali pred kratkim in so ugotovili, da isto je bilo izhodišče, da zdaj več stvari, ki si v življenju preživel, več imaš potenciala za to, da si bolj sočuten, bolj empatičen v življenju do ljudi. Ampak so ugotovili, da če si pa preveč težkih stvari doživel v življenju, se pa sposobnost sočutja zmanjša oziroma ne vem, če jih uniči, ampak zelo zreducira in je res. Jaz bi rekel, da to zaradi tega, ker težko pol predelaš. Se pravi, v bistvu nekdo mora biti do tebe sočuten, da si ti lahko do enega drugega. Se pravi tudi... Sam se prav uniči. Mislim, tako tudi vidiš pri kakšnih klientih ali pa nasplošno pri ljudeh. Nekdo, ki je res zelo, zelo ranjen, niti ne pride na terapijo ali pa pride, pa tam vodi en svoj proces, se ne pusti nasloviti odnosu, se ne pusti navezati.
In je tudi tista empatija, ki jo zdaj recimo dobiva kot odrasla oseba, nima več takega efekta. Ne? Tako da bi bilo zanimivo videti, kako gre ta krivulja. Dokje še je tisto, kar smo doživeli, ali pa imamo neko sočutno vsem ali pa podporno okolje, da zmoremo, ne glede na to, koliko je bilo težkega vsem nekaj že sproti obvladovati. In smo pa tudi dovzetni za odnose in za empatijo. Če gre pa to čez nekam dol, so pa tudi odnosi grožnja. Ne? Jaz bi to dal to primerjavo računalniško, da imamo hardware pa software. In v bistvu v našem zgodnjem otroštvu se oblikuje en hardware, in v bistvu potem to, kar ta hardware zmore, to mi lahko pol softwarom naložimo. Sprav, če imaš ti tak pa tak računalnik, lahko določene stvari na ta računalnik naložiš, določene programe, in tudi ne bojo vsi programi enako delali. Čeprav če imaš bolj sofisticiran hardware, lahko boljše programe dol. Sprav, otroštvo vsem nekaj zameji. Baje, čeprav jaz sem tako en optimist ali kaj, zmer hočem verjeti v neke potenciale, da je možno še kaj več. Možno je marsikaj, jaz bi rekel, možno je marsikaj, ne strinjam pa se, da je možno vse. Sej izkušnje kažejo, da pol zmeri se verjetno res nekje tle otlovimo v teh vsebinah, ki ima hardware, ki si rekel. Ampak tako, jaz imam še en. Recimo jaz nikoli, lahko se še toliko trudim, jaz nikoli ne bom vrhunski sumoborec, zato ker meni genetika nekako ni to dala. In zdaj govoriti, vse je možno, vse se da, če se hoče. Ja, to lepo se sliši in je dobro, da imamo mi ta občutek neke kontrole in da se bolj, ko se bomo trudili, dlje bomo prišli. Ampak po drugi strani pa tudi ne smemo dati ljudem enega lažnega upanja, da je čisto vse možno. Pri enih stvarih se moramo naučiti, kako živeti. Jaz lahko še to košarko treniram, jaz ne bom nikoli Luka Dončić, zato ker pač ti ni, lahko sem jaz drugačen, lahko ne pomeni, da jaz zdaj ne moram uživati v košarki, da ne moram igrati košarke, ampak enih stvari pač fizično ne zmoreš in podobno je tudi možgani so fizična stvar, in imajo zaradi tega neke omejitve in neke zakone fizike in časovne zakone in to pač pomeni tudi neke meje. Tako da to pa ne pomeni, da se marsikaj ne da, vedno se nekaj da. Vedno je tudi ta neka iniciativa v človeku, ki dostikrat preseneti tudi in medicino in nas terapevte, tako da pač velikokrat lahko zmoremo veliko več, kot se nam dostikrat zdi. Ja, res je, da če je ta potencial, ki ga recimo jaz čutim, izražen do ljudi kot, res neka preveč glasna spodbuda, lahko to nekdo doživi kot pressing, kot nek pritisk. Ali pa lažno upanje. Ali pa lažno upanje in je pa še ena dodatna borba s tem. Tako da sem previdna s tem, kaj izrazim ljudem, ampak ne bi bila pa iskrena, če bi rekla, da nimam zmeri nekje vsebno odskrito tako, pa saj ne vemo vsega. Pa se strinjam, ful si dal lep primer s tem sumoborcem, ampak mislim, da niti ne bi bili terapevti, če ne bi imeli te vere v to, da se ene stvari da premakniti. Saj po mojih izkušnjah, saj jaz kot terapevt imam vedno vidim v ljudeh veliko večji potencial, kot sami vidijo. In pol me mora v bistvu moja supervizorka dostikrat tako, Jani, če oni tega potenciala ne vidijo, pač ti lahko prideš do tle in bod hvaležen za te korake, ki ste naredili in mogoče bodo pa čez 2 leti prišli, pa bodo hoteli še več. Tako. Pa ker niti ni, recimo lahko jaz v njih vidim nek potencial ali pa ti v smeri, športa, česa, ampak mogoče to ni njihova pot. In moram tudi to spoštovati, oziroma naj bi terapevti spoštovali, da mora vsak sam odkriti, kaj je njegov potencial, kje želi živeti. In tudi se mi kdaj na terapiji zgodi, zdaj sva sicer čisto v terapijah, saj ta odnosi, tako ena široka tema,
Ampak da jaz vidim nekje pri človeku, to se mi na terapiji zgodi, samo tla reči, da jaz vidim pri človeku ali pa prav začutim, kje bi bila njegova smer, ampak si zelo tako dam to v en poseben predal, to jaz vidim, da bi bila pot za njega. Včasih to s človekom preverim, a ste kaj v tej smeri razmišljal, kako pa vi čutite kaj v tej smeri. In če mi dajo vedeti, da o tem niso razmišljali ali pa da ne vidijo tle za njih, da bi bila pot, to pa zelo tako pustim na strani. Se mi je že zgodilo, da je kdaj kdo rekel, da je prišel nazaj pa je ugotovil, da to je neka smer. Dopuščam pa tudi, da je to samo moj občutek, da ni nujno, da to tudi od nekoga drugega. Ja. Vse, kar se mi zdi tako najbolj tako osnovno na terapiji, je to, da ko mi enkrat skušamo dati, ponovati to najbolj sočutje, no? Včasih so pa tudi neke meje ali pa neko spremljanje ali kaj se vem. Prav tisto, kar so klienti pogrešali doma, ne? Oni pol sami ugotovijo, kaj je njihova smer in dobijo nekako, ne takoj, velikrat ne takoj, ne? Ampak slej ka prej pa potem oni se začnejo razvijati v tiste smeri, ki pa nima avtentična. Jani, daj mi sam še pokomentiri, prosim, kaj si ti odnesel od festivala odnosov, ker si bil tam v vlogi predavatelja in nisi bil v vlogi terapeuta, pa še online smo imeli zdaj ta prvič. In to je precej drugačna vloga, pa precej manj je tega stika, da si v odnosu. Ampak rada bi ljudem povedala, zakaj je pomembno to, kar delamo tudi na portalu, ne samo v terapevtskih sobah. Ker v bistvu naši odnosi so itak povsod in se nikoli ne končajo. Ja, tako, ta festival odnosov mi je bil zelo prijeten, pa mi je to nenavadno, ker meni spletni tečaji pa to res niso nekaj, kar bi jaz rekel, wow, to je neka moja strast ali pa moja tema ali pa tako. Ampak tle mi je že ta priprava, ki se vsake toliko cajta, jaz sicer marketinško tle nisem nič sodeloval, ampak kar sem tako, kar mi je Facebook malo vrgel naprej, mi je bilo tako zelo prijetno, zelo lepe barve, pa ne vem, tvoj nasmeh vedno, pa tako, ok, to je pa nekaj luštnega. In jaz sem imel tudi veliko drugih stvari, tako da sem se glih za tisto predavanje tako priključil in povedal nekaj svojega. Ampak ne morem, pa to res ne govorim samo zato, ker bi zdaj to bilo nekaj našega, pa tako, ampak jaz sploh ne morem verjeti, da mi je bila to toliko prijetna izkušnja, čeprav je bila po spletu in ne vem, jaz sem se ta priklopil in ti se mi predstavlja in potem jaz začnem govoriti in pač meni je zelo fajn, jaz imam ogromno izkušenj s predavanji in v živo in prek spleta, no, predvsem v živo in jaz ponovadi, odvisno razen, če so kakšni, ne vem, če je 300 najstnikov, pol seveda ne rečem, sprašujte, ker vmes, ker pol nam mogo nič povedati, ne. Ja, ampak drugače pa načeloma jaz kar rečem vedno ljudem, dajte spraševati vmes, tako, zato da bom jaz pelal tja, kjer vas zanima, ne, jaz imam vedno nekaj pripravljenega, ampak, bolj me zanima, kaj vas zanima, ne. In so ljudje res to zagrabili, ponovadi sicer, če imamo po Zoomu, vedno rečem, dajte še kamerce prižgati, da vas vidim, da bom videl, da vam je dolgčas, zdaj zasehate, da takrat vem, da moram kaj drugega. Tle ni bilo teh kamerc, nisem jaz videl teh ljudi, ampak so pa postavljali vprašanja in meni je bilo to tako res prijetno, no? Ne moram niti verjeti, da mi je bilo prijetno, da mi je bilo toliko prijetno, pa je bilo prek spleta, In potem še odzivi, ki so bili po festivalu, ki je bilo ogromno enih pohval in potem grem jaz pač v svoje življenje in srečujem pač ljudi, ki jih vsakodnevno srečujem. In tako za ljudi, ki si nikoli ne bi mislil, da jih te teme... Ja, da so to gledali, da jih te teme sploh zanimajo, da sploh so... da sploh vejo, da mi nekaj takega ustvarjamo. Ja, danes sem te pa poslušal. Dobro si tole povedal. In jaz sem vedno mislil, da so mislili podcast, ker podcast več ljudi se sreže. In sem jaz rekel, in glih mislim, da je bila, takrat je bila glih Katarina Erzar, in ki je bila meni še posebej ljuba na podcastu.
In pa sem za vse mislil, a si Katarino poslušal, to je bilo pa res dobro, a ne, tako, ne, tebe, to predavanje na festivalu. In jaz tako, a res, a ne, tako, in so ljudje v bistvu dali nek pozitivni feedback, ker si sploh ne bi mislil, da so šli mene poslušati, zato ker bodisi se mi zdi, da so me že tokrat poslušali, da že tako vse vejo, kar imam zapovedati, bodisi pa, da sem mislil, da jih to sploh ne zanima, a ne. In so v bistvu tako in sem rekel, wow, vsaka čast. Ja, Jani je imel na festivalu odnosov predavanje o moškem pogledu na svet, na odnose, na romantične odnose in je res kvalitetno predstavil. Meni je bilo zanimivo, ker je po koncu predavanja rekel, jaz sem kar malo flował, nisem točno vedel, kaj bom povedal in na kakšen način. In včeraj sem srečala enega, ki te je tudi poslušal tvoje predavanje in je rekel, meni je ta terapevt Jani toliko všeč, zaradi tega, ker je na tem predavanju za festival odnosov stvari povedal tako strukturirano, res se mu vidi, da je bil pripravljen in da je imel prav tako sistematično pripovedovanje. In sem rekla, veš, kako vsak iz svojega vidika dojema stvari. Ampak zdaj sem pomislil, jaz sem skoraj prepričan, da je to zaradi tega, ker sem jaz to naslonil na svojo zgodbo dost. In ko imaš ti enkrat svojo zgodbo, in iz te zgodbe v bistvu potem razložiš tudi teorijo, ki je zadaj, zgleda zelo sistematično. V bistvu se pa jaz, na vsako predavanje se kaj pripravim, ampak sem se rekla, kakšno drugo veliko bolj, ampak je to, ker je šlo iz te zgodbe, je potem v bistvu občutek, da je vse skratka, dobro si odpredaval, Jani. Okay. Boš sprejel pohvalo. Hvala. Ok, jaz mislim, da smo malo predstavila, zakaj se bo tudi YouTube kanal preimenoval iz On odnosi v Fere. In vabljeni tudi na novo spletno stran, ki je zdaj tudi pod novo domeno in sicer www.fere.si. In pa tudi upam, da se bomo večkrat tudi tukaj videli, zaradi tega, ker jaz in Jani bova zdaj redno pripravljala sekcijo Q&A. In bova odgovarjala tudi na vsa vaša vprašanja. Tako da, hvala za danes, hvala, ker podpirate tudi našo spremembo in še zmeraj naprej me zanima in sem pripravljena poslušati tudi vsem vašim kritikam, pohvalam, predlogom, ker ta portal res ni namenjen temu, da sam stoji in da je tam in da je lep, ampak da je živ in da je pravzaprav vam koristen. Tako da, hvala za danes in se vidimo. Čau! Čau!